Mogoče še čisto za konec. Za svojo portfolio predstavitev boste po vsej verjetnosti želeli uporabljati portfolio modul, ki je eden od modulov, ki je na voljo znotraj Divi, in sicer ali je to takle portfolio modul ali pa je portfolio modul z možnostjo filtriranja, ne. Se pravi, si izberemo samo eno ključno besedo in potem se pokažejo samo tisti projekti, ki so znotraj te ključne besede. In sicer to funkcionalnost najdemo znotraj Divija, tukajle v custom post typu projects. Prva stvar, ki jo bomo naredili, je, da si bomo tukajle naredili nekaj kategorij. Se pravi, kategorije bodo tista stvar, s katero bomo lahko naredili filtrable portfolio, ne. Se pravi, rečem kategorija 1. Recimo še kategorija 3. In zdaj imam tukaj 3 kategorije, v katere lahko dodajam svoje projekte. Se pravi, katerikoli nov projekt, ki ga bomo naredili, ne, bo zdaj tukaj imel možnost, da si izberem eno izmed teh 3 kategorij in vsak izmed teh portfolio vsebin ima lahko seveda čisto svoj Divi dizajn, ne. Če smo prej definirali, da želimo imeti globalno glavo in nogo, ne, se bo to potem pojavilo tudi tukaj na sami vsebini. Jaz bom zdaj naredil nekaj testnih vsebin, tako da boste videli, kako stvar deluje, ne. Se pravi, naredil bom en element, ki je zaenkrat z navadnim tekstom, in tukaj bom izbral featured image, eno izmed teh stvari, da bo potem, ne, on znal generirati ta moj portfolio modul. Naredil bom še nekaj, da ne boste rabili zraven čakati. Okej, se pravi, imam nekaj projektov narejenih, vsak projekt ima featured image definiran in pa vsak projekt je v eni izmed 3 kategorij. In zdaj, če se jaz postavim na mojo spletno stran, lahko zdaj uporabim enega izmed teh modulov. Jaz si bom naredil zdaj najprej navadno širino modula, in sicer bom tukajle dodal eno novo vrstico z samo enim samim stolpcem, pa se ga bom pomaknil nad tole vrstico z 4 stolpci in tukaj bom naredil najprej portfolio. Se pravi, tukaj lahko rečem, če želim vse kategorije ali neko specifično kategorijo samo, oziroma koliko elementov želim, da se postavi v moj pregled. In tukaj si lahko pod elements izklopim naslov mojega portfolija, kategorije, lahko tudi recimo, če imam več kot eno stran, lahko dam tukajle show pagination, torej da klikne na naslednjo stran, na naslednjo stran in na naslednjo stran, in pa tukajle pod layout imam možnost nastaviti grid, torej da imam, ne, vse te stvari v eni lepi mreži, ne. In tukajle, če si želim recimo izklopiti ta spacing, imam med elementi
še to možnost. Ogromno enih dizajnerskih možnosti imate tukaj na voljo. Zdaj, nisem se kaj veliko dotikal tega, ne, se pravi, vsak element lahko mi tudi animiramo. Ko pride na svojo stran, torej ko pridete na stran, da ta element pride od nekje, ne, pride iz leve, pride iz desne, pride, zoomira noter, ne. Se pravi, v trenutku, ko se naloži, se začne stvar animirati, ne, in vso možnost pri teh animacijah imate tukaj na voljo, ne. Druga stvar, ki je pa filterable portfolio, ne. Se pravi, spet, če grem v portfolio, imam možnost izbrati vse 3 kategorije, ne. Elementi želim, da so tudi brez vseh teh podatkov, in pa če grem v design, si bom spremenil tukajle na grid enako kot prej, ne. In tukaj lahko zdaj vidite, ne, da imam isto kakor tam, ne, možnost klikniti kategorija 1, kategorija 2, kategorija 3 in mi bo pokazal samo tiste elemente, ki so noter, ne. Če grem zdaj recimo ven iz Visual Builderja, ne, da pokažem, kako ta stvar v resnici izgleda. Tako, ne, se pravi, imamo neko animacijo, ki se zgodi za tele elemente, in tukajle imam jaz možnost klikniti samo na eno izmed teh 3 kategorij, oziroma če kliknem na All, imamo vse te elemente, ne. In če potem kliknem na enega izmed njih, imam tukaj zdaj ta navadni WordPress design, če pa bi želel, ne, pa lahko seveda kadarkoli grem v Use the Divi Builder, ali tukajle, da kliknem na tale gumbek, ali pa ko sem v samem pogledu posameznega tega elementa oziroma posameznega projekta, grem lahko tudi Enable Visual Builder tukaj in si postavim izredno kompleksen grid nekih, ne vem, behind the scenes, karkoli že, galerijo, več slik, slike, ki so postavljene v neki dinamični strukturi, ne. Se pravi, vse te možnosti postavitev imamo na voljo za vsako ločeno vrstico, ne. In pa še ena stvar, če grem spet na glavno stran, imam še eno možnost, in sicer je to full screen način. Jaz sem šel zdajle ven iz Visual Builderja in potem šel na glavno stran. Ponovno v Visual Builder. In tukaj v full screen sekciji imam tudi jaz en specifičen element, ki je full with portfolio. Tudi tukaj, enako kot prej, ne, si lahko dizajniram vse te, ves ta izgled, ne, s tem, da bo on napolnil od levega proti desni čisto celotna širina zaslona, ki mi je na voljo. Če bi recimo si to stvar dosti bolj pomanjšal, ne, vedno bolj bo stvar raztegnjena, ne. Raztegnjena bo od čistega roba na levi do čistega roba na desni, in tudi to, kar se zdaj recimo tukajle z miško dogaja, vse te možnosti imate za spreminjati. Se pravi, zelo, zelo kompleksno strukturo, neko zasnovo lahko naredite, ne da bi rabili zelo veliko nekega dela vložiti v to. Se pravi, portfolio kot modul, ki predstavlja projekte,
se pravi custom post type projekti znotraj Divi.